Spoštovane kolegice in kolegi, gledalke, gledalci, dobrodošli na panelu dijaškega raziskovanja konference Za človeka gre. Z vami sva kolegica profesorica Katja Holmtaner-Zorec in Luka Martin Tomažič. Na panelu, ki ga soorganizirata Druga gimnazija Maribor in Univerza Alma Mater Europaea. V naslednjih 60 minutah bomo poslušali 4 zelo zanimive raziskovalne naloge, raziskovalna dela, paperje 3 kolegic in enega kolega, dijakinj in dijaka Druge gimnazije Maribor. Te naloge so bile v kontekstu dijaških raziskovalnih tekmovanj tudi nagrajene. Tako da veselim se in besedo predajam kolegici Katji. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz bi kar povabila prvo, in sicer Vito Žigart-Rubelj, ki nam bo predstavila svojo temo in sicer svojo raziskovalno nalogo, ki jo je pripravila v lanskem šolskem letu. To je vpliv organskih kislin na hidrolizo škroba pod mentorstvom profesorice Sanje Cvar. Vita, izvoli. Pozdravljeni. Danes vam bom predstavila svojo raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv organskih kislin na hidrolizo škroba. Pred časom sem zasledila, da naj bi kis pomagal pri uravnavanju krvnega sladkorja. Zato me je zanimalo, zakaj je temu tako. Ob podrobnem pregledu literature sem ugotovila, da je to najverjetneje posledica blokiranja encima alfa-amilaze. Alfa-amilaza je encim, ki se nahaja v človeški slini in začne z razgradnjo škroba na glukozo. Cilji moje raziskovalne naloge so bili ugotoviti vpliv organskih kislin na hidrolizo škroba, raziskati vpliv pH na aktivnost encima alfa-amilaza ter povezati ugotovitve poskusa hidrolize škroba z delovanjem kisa v človeškem telesu. Predvidevala sem, da kisline upočasnijo hitrost hidrolize škroba, da kis lahko upočasni porast glukoze v krvi po škrobnem obroku ter da bi bilo kis smiselno večkrat vključiti v našo prehrano. Svojo raziskovalno nalogo sem razdelila na 2 dela, poskus in vivo in poskus in vitro. In vitro poskus hidrolize škroba sem izvedla v laboratoriju. Vključeval pa je metodo spektrofotometrije z DNSA reagentom. DNSA reagent namreč ob segrevanju in prisotnosti reducirajočega sladkorja, kar je tudi glukoza, spremeni barvo iz rumene v oranžno. To spremembo barve pa sem potem natančneje opredelila s spektrofotometrijo in s pomočjo umeritvene črte z glukozo. Naslednji del je pa bil poskus in vivo, to je bil poskus z senzorjem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini. Merila in primerjala sem raven glukoze po škrobnem obroku z in brez dodatka kisa. Sedaj bom podrobneje predstavila poskus in vitro. Sestavila sem vzorce. Najprej sem zato pripravila raztopino škrobovice ter raztopine lastne sline, ki so služile kot vir alfa-amilaze. Pripravila sem tudi pufre okvirnih vrednosti pH od 4 do 8. Nato sem vzorce sestavila. Pripravila sem 0,4 ml raztopine sline, 3,6 ml ustreznega pufra ter 2 ml škrobovice. Vse vzorce sem dala v vodno kopel za 15 minut pri 37 stopinjah Celzija. Po 15 minutah sem vzorcem dodala 2 ml DNSA reagenta, ki sem ga pripravila iz 3,5-nitrosalicilne kisline, natrijevega hidroksida in barvnega stabilizatorja. Vzorce sem ponovno dala v vodno kopel, tokrat za 10 minut pri 95 stopinjah Celzija. Prišlo je do barvne spremembe, ki sem jo natančneje opredelila spektrofotometrijo. S tem sem določila koncentracijo nastale glukoze pri različnih pH. Na sliki vidimo barvne rezultate. Najsvetlejši so vzorci z najnižjim pH, v mojem primeru 4. To pomeni, da je pri prvotno enaki koncentraciji škrobovice nastala tu najnižja koncentracija glukoze. Najtemnejši pa so vzorci s pH okoli nevtralnega oziroma med 6 in 7, kar je tudi povprečen pH človeške sline. Na grafu pa vidimo še rezultate pridobljene spektrofotometrijo. Oranžna krivulja prikazuje kontrolo.
To so bili vzorci, ki niso vsebovali alfa-amilaze, kar pomeni, da do hidrolize škroba ne bi smelo priti. Modra krivulja pa prikazuje vzorce pri različnih pH-jih. Vidimo, da je pri pH med 6 in 7 koncentracija glukoze najvišja, pri pH 4 pa najnižja. Sedaj se osredotočimo na moj drugi poskus, poskus in vivo, torej poskus v realnem življenju. Pripravila sem 3 testne obroke, ki so vsebovali škrobna živila. Vse obroke sem zaužila ob enakem času, pred in po obroku pa tudi nisem bila telesno aktivna ali pod drugimi dejavniki. Vse obroke sem zaužila z in brez dodatka kisa, pri drugem obroku sem pa k temu dodala še limonin sok. Raven glukoze sem merila s senzorjem za neprekinjeno merjenje glukoze v medceličnini. Ugotovila sem, da je kis pri vseh obrokih povzročil bolj uravnano glikemijo, manjša je bila tudi sprememba v koncentraciji glukoze. To pomeni, da je kis pomagal pri zniževanju koncentracije glukoze po škrobnem obroku. Pri tretjem obroku, ki je bil poseben zaradi tega, ker je dvig glukoze povzročil tako škrob kot tudi enostaven sladkor, je sicer prišlo do manj izrazite spremembe v dvigu glukoze, je pa kis vseeno povzročil bolj uravnano krivuljo. Limona je prav tako povzročila bolj uravnano glikemijo, ni pa imela pomembnega vpliva pri zmanjševanju spremembe koncentracije glukoze. Prvo hipotezo lahko potrdim. Kisline upočasnijo hitrost hidrolize škroba. Kot sem dokazala s poskusom in vitro, namreč nižji pH povzroči blokado encima alfa-amilaza, s tem pa nato nastane manjša koncentracija glukoze. Potrdim lahko tudi drugo hipotezo. Kis lahko upočasni porast glukoze v krvi po škrobnem obroku, kar sem dokazala s poskusom in vivo. Pomembno pa je, da mora biti vzrok za dvig glukoze škrob in ne katerokoli drugo živilo, saj kis vpliva na deaktivacijo encima alfa-amilaza, torej encim, ki razgrajuje škrob na glukozo. Potrdim pa lahko tudi tretjo hipotezo. Kis bi bilo smiselno večkrat vključiti v našo prehrano, saj predstavlja minimalno tveganje za zdravje, prinaša pa številne pozitivne posledice. Naša zahodna dieta namreč temelji na hitrih porastih glukoze v krvi, kar pa občutijo tako diabetiki kot tudi nediabetiki. Hitri porasti glukoze v krvi vodijo v nihanje razpoloženja, manjšo energijo, po obrokih pa sledi tudi hitra lakota. Ker sem opazila, da ima kis pozitivne učinke na naše zdravje in s tem na glikemijo, bi bilo smiselno kis večkrat vključiti v našo prehrano. Nujno pa je ustrezno razumevanje. Trditev, da kis niža krvni sladkor, sama po sebi ni pravilna, saj kis le pomaga pri škrobnih obrokih, torej omili vpliv škroba na našo glikemijo. Če bi torej nek diabetik zaužil kis v upanju, da se mu sladkor iz hiperglikemije zniža, to ne bi imelo učinka. Bi pa imelo učinek, če bi kis zaužil pred škrobnim obrokom, kot je na primer sendvič, in bi to povzročilo manjše nihanja glukoze v krvi ter s tem bolj stabilno energijo. Z raziskovalno nalogo sem ugotovila, da kisline zaradi znižanja pH zavirajo delovanje encima alfa-amilaza, ker pa se uživanje kisa ne sliši ravno privlačno, obstajajo različne praktične rešitve. Kis bi lahko dodajali omakam, juham ali solatam. Če pa kis res ni za vas, pa lahko posežete tudi po limoninem soku. Najlepša hvala za posluh. Vita, najlepša hvala za zelo zanimivo in tudi aktualno predstavitev. Sladkorna bolezen, kot vemo, je zelo problematična v današnjem času. Je število sladkornih bolnikov, diabetikov vsako leto višje, predvsem na področjih razvitega sveta, tako da res lepo, da tudi dijaki prispevajo nek lahko rečemo kamenček mozaiku znanja o tej bolezni. Veseli me, da je Vita tudi v letošnjem šolskem letu pripravila zelo dobro raziskovalno nalogo na temo diabetesa.
Skratka, zanima pa me mogoče, ali si razmišljala, a je vseeno, ali vzamemo jabolčni, vinski ali balzamični kis, oziroma ali je pomembno, kdaj se ta kis zaužije, a mora biti pred obrokom ali med obrokom? Zato, ker kis vpliva predvsem na znižanje pH, je načeloma vseeno, katero vrsto kisa vzamemo. Je pa pomembno poudariti, da pri balzamičnem kisu, ki vsebuje dodan sladkor, bi ta učinek lahko bil kontradiktoren. Zato je priporočljivo predvsem vzeti katerokoli vrsto kisa, ki pa ne vsebuje dodanega sladkorja. Glede tega, kdaj pa kis vzamemo, je pa seveda najbolj primerno, da ga vzamemo tik pred obrokom, zato ker učinek kisa se čez čas tudi izniči in pH spet postane nevtralen. Drugače je kis dobro zaužiti, če pozabimo tudi med obrokom. Po obroku pa naj ne bi imel takega učinka, čeprav nekatere raziskave nakazujejo, da ima vpliv tudi na praznjenje želodca. Torej, če bi sklenili, da priporočamo recimo pred zajtrkom kozarec limonjenega soka, pred kosilom pa solato, kot je mogoče nekje na jedilnikih, mislim, da Francozi to jejo, bomo potem imeli tudi več energije, kajti ne bo nam porastel po obroku tako krvni sladkor. Tako da super, tudi en tak nasvet za vsakdanje dobro počutje. Tako da najlepša hvala, Vita, za tvojo zelo zanimivo predstavitev. Hvala. Sedaj pa k besedi vabim kolegico Katjo Gaves, in sicer bo z nami delila svoje ugotovitve, svoje razmišljanje na temo primerjava komunitarizma in moralnega univerzalizma kot razlaga političnega premika v Evropi. Kolegica Katja, the floor is yours. Hvala. Smem? Pozdravljeni, sem Katja Gaves z druge gimnazije. Jaz pa sem se ukvarjala z eno meni precej zanimivo temo, ki je primerjava komunitarizma in moralnega univerzalizma kot razlaga političnega premika v Evropi. Kaj pomeni vsako teh termov, bom še razložila skozi predstavitev. Prvo pa bi povedala, da se s to temo v slovenskih akademskih krogih še ne ukvarjamo zelo veliko, zato se mi zdi pomembno, da tudi dijaki sami prispevamo k nečemu, kar bi lahko bila zanimiva tema, še nadaljnje raziskovanje. No, prvo sem si za cilj naloge postavila povezavo med vzorci v političnem dogajanju in vsebino filozofskih teorij. To pomeni, da sem nalogo delala kmalu po volitvah v Evropski parlament, v katerem sem videla, da so nekatere stranke izgubile zelo veliko sedežev, medtem ko so jih druge dosti pridobile. Seveda je to kar reden pojav, ki se velikokrat dogaja. Ni tako čudno, da so na primer zeleni izgubili 1/3 svojih prejšnjih sedežev, ampak se mi zdi, da je redno gledati te trende in vzorce in poskusiti analizirati, če mogoče sprememba zato ni samo sprememba v ekonomski podlagi tega ali pa v socialnih politikah, ki se spremenjajo skozi čas, ampak če tukaj obstaja neka filozofska podlaga, ki bi lahko razložila neko splošno premikanje moral iz mogoče enega političnega pola v drugo ali pa na splošno kritiziranje nekih trenutnih pomanjkljivosti v etičnem sistemu na Zahodu oziroma v Evropi. Torej, najprej sem pregledala univerzalizem in komunitarizem oziroma že obstajajoče vire na tem, tako v slovenščini kot v angleščini. Potem pa sem poskušala te etične sisteme vrednotiti, primerjati med sabo in še na koncu aplicirati na to, kar sem razlagala o premiku v evropski politiki. Zakaj sem izbrala prav te teorije? Zaradi tega, ker sem predpostavila, da je univerzalizem nasplošno od različnih avtorjev, torej naprimer Kanta in Rawlsa, ki sem uporabila, glavna teorija, ki se uporablja oziroma ki najboljše opiše trenutno stanje etike v zahodnem svetu. Zelo se povezuje tudi z liberalizmom, zaradi tega, ker prav liberalizem omogoča univerzalno zadoščanje moral, naprimer skozi deklaracijo o človekovih pravicah. Medtem pa sem komunitarizem uporabila kot neko kritiko ali izzivalca ustaljenega univerzalizma. Komunitarizem v koncu prejšnjega stoletja so utemeljili MacIntyre, Walzer in Etzioni najbolj od vseh in tudi oni so komunitarizem uporabljali kot kritiko univerzalizma oziroma obstoječega moralnega sistema in vseh posledic, ki iz njega pridejo. Komunitarizem je pravzaprav nastal kot skupnost teh argumentov proti univerzalizmu, proti Kantu in Rawlsu, ki je potem postal samostojna etika oziroma etika vrlin. Torej, kaj sploh je univerzalizem? Je osnova moralnega univerzalizma prepričanje, da obstaja niz moralnih vrednot, ki obstajajo neodvisno od družbenega konteksta, v katerega so postavljene.
To pomeni, da nekatere morale, ki jih imamo, nekatere vrednote, ki jih imamo na Zahodu, niso vse univerzalne, ampak nekatere pa bi morale veljati za celo človeštvo, neodvisno od konteksta situacije, neodvisno od družbe, v katerem obstajajo. Jaz sem univerzalizem opisala z etiko Rawlsa in Kanta, zaradi tega, ker sta bila njegova glavna predstavnika. Kant je ustanovitelj univerzalistične etike za njegovo deontologijo, ki jo razloži skozi 3 točke, oziroma 2 in pa 3, ki jo nekateri dojemajo kot posamično, nekateri pa kot enako kot prvi. Kategorični imperativ je prvi pogoj, ki ga Kant postavi za moralno odločanje posameznikov, torej moralnih agentov. Kategorični imperativ pomeni, da posamezniki ne smejo narediti dejanj, ki ne morejo istočasno narediti vsi ljudje na svetu. Zlahka to pomeni, da če bi to, da vsi naenkrat delamo neko dejanje, vodilo v protislovje, to dejanje ne bi bilo univerzalno in ne bi bilo moralno. Naprimer, Kant pravi, da če bi začeli vsi naenkrat lagati, potem laž več ne bi imela pomena, saj bi postala nova resnica. To bi vodilo do protislovja, saj nihče več ne more lagati, kar bi za Kanta pomenilo, da je laž nemoralno dejanje. Druga stvar za moralno odločanje pa je, da moralni akter deluje samo iz dolžnosti do kategoričnega imperativa, to je do tega, da prepozna ta prvi pogoj. Ne sme, na primer, ne lagati zaradi tega, ker misli, da mu pride prav ali ker misli, da bo koristno za njega, mora ne lagati prav zato, ker je to nemoralno dejanje. Tretje, kar nekateri dojemajo kot samo zapolnitev kategorične imperative, je spoštovanje človeške avtonomije. To pomeni, da ne smeš kot posameznik uporabljati drugega posameznika, da dosežeš svoje cilje, ampak moraš spoštovati njegovo avtonomijo. To se dojema kot ponazoritev kategoričnega imperativa, zaradi tega, ker če ti sklepaš, da lahko delaš neko dejanje, ki ga drugi posameznik ne more, ga ne moreta oba delati istočasno, kar pomeni, da ne zadostuje kategoričnega imperativa. John Rawls črpa iz Kantove etike oziroma nadaljuje in nekoliko spremeni, kot pa dosti filozofov dela. On pa postavi neko dojemanje človeka iz originalnega položaja. Tako za Kanta in za Rawlsa je značilno, da ljudi dojemata kot inherentno razumske in iz razuma tudi prihaja njihovo razumevanje morale oziroma njihova zmožnost nepristranskega odločanja in zaradi tega so potem tudi moralni, ker se odločajo nepristransko za vse ljudi. Rawls to pa nazori z originalnim položajem, kar pomeni, je miselni eksperiment, v katerem bi se moralni agent postavil na nek položaj, v katerem se ne bi zavedal svojih družbenih položajev ali svojih talentov ali danih lastnosti in bi moral glede na to, da je lahko kakršenkoli posameznik v družbi na kateremkoli položaju tudi izbrati sistem, na katerem naj bi družba delovala. O tem se govori predvsem o razredih, kot kako dosti materialnih dobrin ali pa pravic bo imel najnižji sloj. Torej ljudje, ki imajo najmanj, na kakšen način bojo živeli oni. Pravi, da je njegov posameznik neobremenjen jaz, kar pomeni, da lahko gleda iz tega razumskega, nepristranskega položaja. Pri tem pa naj bi ta posameznik dospel do načela razlik, kar pomeni, da vsak, ki bi se odločil iz originalnega položaja, naj bi potem izbral skupnost oziroma delovanje družbe, ki zadovoljuje najboljšo preskrbljenost človeka na najnižjem položaju, če tudi so razlike med tem na najnižjem položaju in na najvišjem položaju največje. Dokler je najnižji sloj najbolj zadovoljen, je to dejanje najbolj moralno. Komunitarizem na drugi strani pa je kritika tega univerzalizma. Torej, to sem predstavila z posameznimi avtorji, ki so kritizirali liberalistične vrednote in potem iz tega prispeli na kompleksen moralni sistem, ki je komunitarizem. Osnovna ideja komunitarizma je, da je posameznik neločljivo povezan s svojo skupnostjo. Torej, posameznika skupnost oblikuje in te vrline, ki jih dobijo od skupnosti, so potem podlaga za etični sistem. Največji predstavnik komunitarizma je verjetno Alasdair MacIntyre, ki sicer sam sebi ne pravi komunitarist, ampak mu tako pravijo druge. Prvo MacIntyre kritizira razsvetljenski projekt, kot kliče spreminjanje morale v zahodnem svetu,
ki je po njegovo nekako pusta, zaradi tega, ker v razsvetljenstvu opustimo neko tradicijo, opustimo tudi vero in druge motivacije za moralo, potem pa želimo vzeti univerzalistično moralo, ki se mu zdi nekako prazna, saj ni utemeljena na neki motivaciji, ampak je utemeljena specifično na zadovoljevanju te dolžnosti do morale. Pravi, torej, da bi morali imeti teleološko ozadje za neko moralo, torej, ker je človek inherentno teleološko bitje, ki potrebuje in išče nek cilj, mora tudi morala najti nek cilj in nas poskušati izpolniti v boljše ljudi, kot smo, ker smo se rodili nekako nepopolni. Zato pravi MacIntyre, da naprimer skupnost predstavlja neko teleološko motivacijo, ker poskušamo izboljšati to skupnost, ker hočemo imeti boljše medosebne odnose. Kritizira tudi razumski moralni subjekt, ki ga predstavijo univerzalisti, ker pravi, da je nemogoče za posameznika, da bi se popolnoma ločil od svojih vrednot in od vsega, kar ga je pripeljalo do točke, kjer je. Kako potem definira svoj etični sistem skozi žive tradicije? Torej pravi, da družba vsaka posebej se pogovarja o svojih napakah in diskutira, kako bi lahko izboljšali njihov etični sistem oziroma nasplošno napake v družbah. Torej, živa tradicija pomeni, da se bodo družbe skozi zgodovino spreminjale in tako bo tudi morala napredovala, ne pa stagnirala. Njegova vrlina je torej vrlinska etika, pravi, da so ljudje izoblikovani s skupnostjo in iz te dobivajo svoje vrednote, ki pa jim sledijo zaradi motivacije do izboljšanja teh in do izboljšanja skupnosti. Medtem Walzer argumentira proti liberalizmu na dva načina, ki pa so sicer med sabo izključujoča. Pravi ena, ali je, da liberalizem pravilno karakterizira sodobni svet in pravi, da so ljudje res izolirani, da imamo res prevelik porast individualizma in da je to slaba stvar, ki prihaja iz univerzalizma, zaradi tega, ker so ljudje premalo povezani z svojo skupnostjo in so potem tudi bolj osamljeni. Ima pa tudi drugo kritiko, ki je tej nasprotujoča, da pravi, da univerzalizem oziroma liberalizem nepravilno karakterizirata družbo, ker ljudje kljub visokim statističnim indikatorjem izoliranosti še vedno vzdržujejo medčloveške odnose. Torej, iz obeh kritik pristane na spoznanju, da ljudem primanjkuje neko dojemanje skupnosti, dojemanje povezanosti z drugimi, kaj naj bi jim ponudil prav komunitarizem. Potem Etzioni pa vidi komunitarizem kot nekako dopolnjevanje pomanjkljivosti, ki jih ima liberalistični sistem. Torej, on bi pustil liberalno demokracijo, kot jo imamo trenutno v zahodni družbi, ampak bi dodal nekatere vrednote komunitarizma kot večje podajanje skupnosti, tradicije, kulture, vsega, kar naj bi bilo po njegovem povezujoče. Torej, namen analize je bil kritično analizirati etični aspekt komunitarizma, kar sem naredila samim primerjanjem etike. Potem pa sem pogledala še politični premik v Evropi z Nemčijo, zaradi tega, ker je takrat se na veliko spreminjala njena vlada, oziroma je bilo zelo pričakovano, da bo zmagala stranka AfD, proti kateri se opravlja politika cordon sanitaire, torej druge stranke z njo nočejo sodelovati, kar je zelo bujno dogajanje v politiki za Nemčijo. Potem sem pogledala tudi Francijo, ki se je ravnokar menjal parlament in ki je imela dve zelo kratki neuspešni vladi, pa tudi Avstrijo, ki je imela prvič v parlamentu stranko, s katero prav tako predbena druga stranka ni želela sodelovati in ta je imela tudi zelo veliko glasov. Torej, za vse te je skupno, da so imeli neko razburkano politično dogajanje, iz katerega smo tudi videli, da je pogosto izhaja iz kritiziranja pomanjkanja skupnosti oziroma poudarjanja nekih univerzalnih vrednot, torej naprimer zelene politike, ki naj bi skrbela za princip skrbeti za naravo na splošno, ne pa na neki osnovi skupnosti. Torej, kaj sem potem ugotovila? V teoretičnem delu sem analizirala komunitarizem proti univerzalizmu in ugotovila, da ima komunitarizem neke res konkretne kritike liberalizma oziroma univerzalizma, ki so pomanjkanje neke motivacije za moralo oziroma pomanjkanje nekega načina utemeljevanja vrednot ali motivacije, da smo še bolj moralni, da najdemo neko novost in ne pa, da samo kritiziramo druge družbe, ampak da kritiziramo tudi svojo družbo. Potem pa v praktičnem delu sem ugotovila, da lahko zadovoljuje prav obračanje k komunitarizmu neko razočaranje nad liberalistično predstavo o človeku kot racionalnem, kot
nepristranskem do svoje skupnosti, saj komunitarizem omogoča, da se ljudje prav k tej obračajo, pa tudi pomanjkanje pripadnosti k nekemu večjemu sistemu. No, na koncu sem ugotovila, da komunitarizem lahko zadovolji nekatere liberalistične pomanjkljivosti, še vedno pa se ne moremo popolnoma odreči univerzalnim vrednotam, saj lahko potem zaidemo v neke vode moralnega relativizma, saj komunitarizem nima popolnoma ustaljenega načina imeti splošnih človekovih pravic, imeti splošnih vrednot, ki naj bi zadovoljevala celemu svetu in omogočala sodelovanje mednarodne skupnosti. To je moja predstavitev. Hvala. Spoštovana kolegica, lepa hvala, zelo zanimiva predstavitev. Jaz moram reči, da sem osebno velik fan aplikativne filozofije, ki je manjka v slovenskem prostoru, ne samo raziskovanja ali razprav o komunitarizmu. Pa bi v luči tega imel vprašanje, malo ste nakazali, v kateri smeri bo odgovor šel, pa bi potem še mogoče tudi vseeno malo izzval z enim podvprašanjem, ker me s tem vidikom se nisem samo ukvarjal, ampak me zanima. Se pravi, ali se McIntyre in komunitaristi vendarle uspejo kako izogniti relativizmu, mogoče to kot jedrno vprašanje, pa eno tako razmišljanje, lahko se odzovete ali ne. Recimo Joseph Raz je govoril o problematiki nemerljivosti vrednot. Se pravi, da obstajajo razlogi za izbiro posameznega nabora vrednot ali vrednote, za eno ali drugo med seboj niso merljivi, razlogi za vsako izbiro obstajajo, niso pa med seboj kavzalno povezani. Ali se to kakorkoli tudi povezuje z razpravo o komunitarizmu, relativizmu, vidite kakšne stične točke tu? Torej, glavno vprašanje, kako se komunitaristi izognejo ali poskušajo izogniti, če se moralnemu relativizmu in pa kako se to, če se povezuje s vprašanjem nemerljivosti vrednot. Ja, prav moralni relativizem oziroma tukaj specifično kulturni relativizem je stvar, s katerim se McIntyre in drugi komunitaristi morajo veliko ukvarjati, saj imajo s tem probleme. Naprimer, moralni relativizem bi tukaj bil v smislu kulturnega relativizma, saj se povezuje z skupnostjo in pravi, da torej pri kulturnem relativizmu vrednote morala ni nekaj stabilnega, ni nekaj, kar bi obstajalo na nek način sploh, ampak samo opisuje, kot pravi na primer Ruth Benedict, glavna kulturna relativistka ali ena od, da prihajajo samo iz norm, iz navad in samo opisujejo neke značilnosti, ki jih je družba prevzela, ne pa moralo kot neko obstoječo konkretno stvar. Torej, tudi komunitarizmu je očitano, da enako zagovarja samo sprejemanje norm in da je pomanjkanje morale pravzaprav pomanjkanje upoštevanja teh norm v skupnosti. McIntyre pa to naredi na malo drugačen način, saj pravi, da je to pravzaprav vrlinska etika, kar pomeni, da posameznik pridobi svoje vrednote iz skupnosti, ampak te vrednote potem vseeno obstajajo v njegovi osebnosti. Torej, skupnost človekovo osebnost oblikuje, ampak ni tista, po kateri se bo ravnal, niso samo te neke norme, tiste, po katerih se bo ravnal, ampak vrednote, ki jih potem posameznik iz skupnosti pridobi, služijo kot njegov moralni kompas. No, potem pa podvprašanje, ki ste ga postavili o tem nekem primerjanju moral med sabo, oziroma vrednot med sabo, če sem prav razumela, in kriteriji za vrednote. Pravzaprav komunitaristi prav kritizirajo univerzalizem, zato da nima teh nekih kriterijev. Saj istočasno univerzalizem oziroma liberalizmem posameznikom nakazujeta, da morajo spoštovati vse vrednote po svetu, vse moralne sisteme morajo tretirati enako, morajo biti tolerantni, hkrati pa pravi, da so lahko nekatere vrednote bolj pravilne od drugih, so nekatere univerzalne, nekatere pa ne. To pomeni, da bi naj posameznik istočasno bil toleranten do vseh sistemov, hkrati pa bi jim lahko pripisoval neko bolj pravilno ali nepravilno vrednost. Prav s tem se komunitarizem poskuša opreti, saj pravi, da bi vsaka družba naj ne kritizirala druge, ampak se naj bi skozi čas vseeno razvijala. McIntyre misli, na primer, da bo
po naravni poti vsaka družba prispela potem do nekaterih moral, ki bodo skupne. Torej, McIntyre pravi, da tudi če v osnovi naravno nimamo univerzalnih vrednot, vseeno se opazi iz družb, da vsaka do te neke vrednote pride, to je naprimer tega, da je ubijanje nemoralno ali da bi morali poskrbeti za svoje šibkejše člene. McIntyre pravi, da bojo družbe naravno do tega prišle, ima pa problem dokazati, nekako argumentirati, zakaj je to res, ne samo iz opazovanja resničnega sveta, ampak tudi argumentativno. Hvala lepa. To je to? Ok, hvala vam. Zdaj pa nadaljujemo z predstavitvami. K predstavitvi vabim Nežo Kuhar, ki nam bo predstavila tudi zanimivo, aktualno temo, o kateri se je zelo dosti govorilo tudi v medijih. Skratka, Neža bo predstavila semaglutid v tabletah kot zdravilo za debelost pri odraslih. Neža, predstavitev, mikrofon je tvoj. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Debelost je ena najpogostejših kroničnih bolezni današnjega časa. V Sloveniji ima več kot polovica odraslih ali prekomerno telesno težo ali pa debelost. Posledice pa so resne. Vse od srčno-žilnih bolezni do sladkorne bolezni tipa 2 in celo nekaterih oblik raka. Ukrepi, kot so dieta in telesna aktivnost, pogosto niso dovolj učinkoviti. Zato so v zadnjih letih v ospredje stopila zdravila za zdravljenje debelosti. Med njimi je tudi semaglutid. Semaglutid poznamo predvsem v obliki podkožnih injekcij, kjer je njegova učinkovitost zelo dobro dokazana. Veliko manj pa vemo o peroralni obliki oziroma semaglutidu v obliki tablet, ki je prvotno razvit za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. Prav zato smo želeli raziskati, ali je lahko tudi ta oblika morda učinkovita za zdravljenje debelosti. Namen raziskave je torej bil preveriti, ali jemanje tablet semaglutida pri odraslih z debelostjo po enem letu privede do spremembe oziroma izgube telesne mase, ITM vrednosti ter obsega pasu, spremembe krvnega tlaka ter srčne frekvence in ocene zapletov po lestvici EOS. Prav tako smo želeli oceniti tudi njegovo varnost ter morebitne neželene učinke. Pričakovali smo, da bodo nekatere spremembe morda majhne in statistično nepomembne. Izvedli smo retrospektivno opazovalno študijo. Analizirali smo 93 odraslih oseb, ki so med letoma 2021 in 2023 v dveh specialističnih endokrinoloških ambulantah prejemale tablete semaglutida po standardni shemi do največjega odmerka 14 mg dnevno. Merili smo prej naštete parametre, torej telesno maso, ITM vrednost, obseg pasu, krvni tlak, srčno frekvenco ter oceno stadija debelosti po lestvici EOS. Po enem letu je 82 preiskovancev še vedno jemalo semaglutid v tabletah, 11 pa jih je zdravljenje morebiti zaradi neželenih učinkov ali pa zaradi neučinkovitosti opustilo. Zabeležili smo 5,9 kg izgube telesne mase v povprečju, oziroma 5,7%, kar je razvidno iz grafa številka 1, ter zmanjšanje indeksa telesne mase za 2 enoti. Na grafu številka 2 sem torej primerjala ITM vrednost na začetku in po enem letu zdravljenja. Prav tako se je zmanjšal tudi obseg pasu, in to za 5,5 cm. Pomembno pa je predvsem omeniti, da je več kot polovica preiskovanih dosegla klinično pomembno zmanjšanje telesne mase, torej več kot 5%. Kar pa zadeva varnost, so neželeni učinki bili blagi do zmerni. Resnih neželenih učinkov ni bilo, večinoma pa so bili prebavni, torej slabost, bruhanje in driska. Naša raziskava kaže, da je semaglutid v obliki tablet lahko učinkovita in varna možnost zdravljenja debelosti. Res da je povprečna izguba teže
manjša kot pri injekcijski obliki, a je zdravilo vseeno primerljivo z drugimi obstoječimi zdravili. Največja prednost pa je, da semaglutid predstavlja alternativo pri odklanjanju injekcij ali pa možnost zdravljenja pri nedostopnosti injekcijske terapije. Za zaključek. Peroralni semaglutid je pokazal obetavne rezultate kot zdravilo za debelost pri odraslih. Čeprav niso vsi preiskovanci dosegli klinično pomembne izgube telesne mase, so rezultati spodbudni in nakazujejo, da bi tablete lahko imele pomembno vlogo pri prihodnjem zdravljenju. Za dokončne odgovore pa so seveda potrebne še večje in perspektivnejše študije. S tem bi lahko razširili dostopnost sodobnega zdravljenja debelosti in izboljšali kakovost življenja številnih ljudi. Hvala. Najlepša hvala za zanimivo in aktualno predstavitev. Semaglutid, poznan v javnosti tudi kot zdravilo Ozempic, je pač sprožilo kar nekaj diskusije oziroma nekaj kontroverzije. Skratka, ima tudi eno stično točko z sladkorno boleznijo. Skratka, debelost in sladkorna bolezen sta dva velika zdravstvena problema sodobne družbe. Zanima me, skratka, kakšen je mehanizem delovanja semaglutida, da deluje hkrati za sladkorno bolezen in hkrati tudi za izgubo telesne mase. Dobro. Semaglutid je pravzaprav agonist receptorjev GLP-1, torej glukagonu podoben peptid 1. Posnema delovanje naravnega hormona. Kar se tiče debelosti, poveča občutek sitosti in zmanjša apetit. Pomemben pa je tudi za zdravljenje sladkorne bolezni, saj spodbuja izločanje insulina in zavira izločanje glukagona. Zelo dobra razlaga. Skratka, zanima me pa tudi, zakaj si se na področju debelosti osredotočila ravno na semaglutid. Obstajajo seveda številne druge metode ohranjanja normalne telesne teže, od zdravega življenjskega sloga in vsega, ne. Številni ta semaglutid vidijo kot eno zelo hitro instant rešitev za izgubo telesne teže. Verjetno ni tako, ne, ampak se uporablja samo v nekih ekstremnih razmerah, če mi lahko še to malo razložiš. Drži, seveda je za to, da ti predpišejo semaglutid oziroma da začneš z zdravljenjem debelosti z semaglutidom, moraš izpolniti določene pogoje. Semaglutid je pravzaprav predstavlja neko prelomnico v farmakološkem zdravljenju debelosti. Kot ste omenili, je semaglutid predvsem v obliki injekcij pokazal res izjemno zmanjšanje telesne mase, tudi do več kot 15%. Je pa zato morda pomembno omeniti, da je bila velika količina teh odstotkov telesne mase pogosto povezana z izgubo mišične mase, kjer bi morda izpostavila eno pomanjkljivost. V prihodnosti bi si definitivno želela spremljati sestavo telesa ob jemanju semaglutida, morda z bioelektrično impedanco ali pa DEXA slikanjem. Skratka, da imaš že v mislih neke izboljšave za to raziskavo, odločila si se pa očitno res zaradi tega, ker predstavlja eno novost v zdravljenju debelosti za tiste, ki jim pač z drugimi metodami ni možno. Tako da najlepša hvala za predstavitev, Neža, in še uspešno naprej. K besedi pa je že lepo vabljen kolega Blaž Jesenik, in sicer nam bo predstavil svojo raziskavo na temo obraz, prst in koda, biometrija v času umetne inteligence. Izvolite. Tako, pa lep pozdrav še z moje strani. Danes vam predstavim mojo raziskovalno nalogo na temo biometričnih sistemov v dobi umetne inteligence. V zadnjih letih smo priča res presenetljivemu napredku tehnologije, s tem imam seveda v mislih predvsem umetno inteligenco, ki je postala tako rekoč dostopna širši javnosti. To pa je nekako privedlo do v bistvu napredka v gospodarstvu in pa tudi do novih, zelo drugačnih delovnih mest. S tem so se pojavila tudi neka nova varnostna tveganja, saj se v bistvu večina
vsa infrastrukture seli na splet. S tem tudi je potrebno omeniti razne etične dileme, predvsem glede zasebnosti in varnosti podatkov, ter pa propagando in lažne novice, ki so v bistvu vedno pogostejše na socialnih omrežjih. Tudi zaradi tega, ker so te tehnologije tako dostopne že javnosti. Pri tem pa se v nalogi osredotočim tudi, kako na to vpliva sama psihologija posameznika. Torej najprej nekaj teoretičnega ozadja. Primerjati treba dve recimo različni vrsti gesel. Eno razumemo kot klasična gesla, to pomeni PIN koda, navadna gesla. Druga vrsta pa bi bila biometrična gesla, ki so v bistvu to, kar posameznika definira, torej neke značilnosti posameznika. Tu pa imam v mislih predvsem prstni odtis, glasovna prepoznava, ki je sicer manj uporabljena, pa tudi obrazna prepoznava, ki je že v bistvu prisotna tudi na telefonih. Potem še en pomemben pojem, v bistvu ta tehnologija globokih ponaredkov, ki jo lahko že kar pogosto opazimo v bistvu na samih socialnih omrežjih. Tukaj pa gre v bistvu za lažne posnetke oziroma pogosto škodljivo vsebino, kjer je recimo obraz nekoga vplivnega zmontiran v bistvu na neko dejanje ali pa v bistvu telo nekoga drugega. Potem poznamo tudi socialni inženiring. Tukaj bi omenil predvsem phishing, torej v bistvu ena izmed najpogostejših metod, ki jih prevaranti uporabljajo v bistvu za pridobitev nekih podatkov žrtev. Pri tem pa seveda pomembna tudi uporabniška izkušnja, ker so v bistvu z napredkom teh tehnologij prevare postale bistveno bolj sofisticirane in tudi bolj dodelane. Sploh pa v tej dobi, ko zelo veliko hitimo, hitro spregledamo razne napake. Potem še digitalne sledi, temu se danes v bistvu več ne moremo izogniti, ker čim uporabljamo neko digitalno napravo, za sabo puščamo tudi neke sledi. Potem še torej biometrija in biometrični sistemi. Torej tu gre v bistvu za prepoznavo nekih posameznih konkretnih značilnosti, pomeni glasu, retine, prstnega odtisa. Je pa še ena v bistvu zelo koristna alternativa tem sistemom in gre za v bistvu večstopenjsko preverjanje. Torej izvedel sem anketo, s pomočjo katere sem ugotovil, da v bistvu večina posameznikov za svoje naprave uporablja torej obrazno prepoznavo in pa prepoznavo prstnega odtisa. Tu verjetno lahko sklepamo, da zaradi same učinkovitosti, saj torej ni same potrebe po pomnjenju. Potem ugotovil sem, da večina posameznikov, torej skoraj polovica, geslo menja šele, ko pozabi torej geslo. Kar je v bistvu zelo zaskrbljujoče, saj v bistvu iz tega lahko izpeljemo, da večina uporabnikov ne vodi evidence o svojih geslih oziroma jih ne hrani na primernem mestu. Ponovno je pa zaskrbljujoče še to, da veliko uporabnikov, torej več kot 40%, pogosto uporablja enake gesla za različne račune. Kar pa je v bistvu problem z samega vidika, da lahko storilec potem z nekim enakim geslom se prijavi več platform, kar v bistvu imenujemo v bistvu veriženje napadov. Nato sem opravil še intervju s strokovnjakom iz Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, dr. Srdžanom Škrbičem, ki mi je povedal v bistvu, da so biometrična gesla načeloma bolj varna, medtem ko pa so tradicionalna gesla, torej navadna gesla in PIN kode, lažje zamenljiva v primeru kraje. Kot predlog za prihodnost predlaga, da bi predvsem izobraževalne institucije redno vzpostavljale svoje zaposlene in pa dijake o tej varnosti, saj se v bistvu tehnologija tako hitro spreminja. Za prihodnost pa konkretno napoveduje, da bodo napadi še bolj sofisticirani, kar bo v bistvu posledica tega, da bo tehnologija še bolj napredovala in da v bistvu samo gospodarstvo v to veliko vlaga. Udeležil sem se tudi ene konference CIOSEC 2024, ki jo že več let organizira podjetje Palsit. Tam so pa govorniki predvsem razpravljali o tem protokolu ASMR, gre v bistvu za protokol proaktivne varnosti. Za proaktivno varnost je pa torej najbolj ključno, da hitro odkrivamo površine napada, da v bistvu smo aktivni pri nekih preventivnih ukrepih in da tudi tveganja nekako prioritiziramo in jih ocenjujemo sproti.
Omenjen je bil tudi en zanimiv trend, in sicer, da so vse pogostejši napadi na večje organizacije in da so ti napadi v bistvu tudi bolj sofisticirani in so v teh napadih v bistvu ukradene oziroma večja količina podatkov. S tem pa je tudi povezano torej sprememb poklicev na samem področju teh informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Konkretno, recimo pred 10 leti so strokovnjaki za tehnologije v bistvu bili glavni pobudniki nekih sprememb, danes pa v bistvu morajo biti zelo na tekočem, katere protokole je smiselno nadgrajevati, katere protokole pa je v bistvu smiselno ohranjati oziroma da niso tako nujni. Prvo hipotezo, torej uporaba biometričnih gesel je varnejša kot uporaba tradicionalnih metod prijavljanja, sem potrdil, saj sem ugotovil, da so biometrična gesla načeloma varnejša, sistemi pa pri tem sicer niso brezhibni in so možne razne napake. Pri tem se pa pojavljajo predvsem etične dileme, saj gre res za unikatne podatke o posamezniku, ki če so v primeru zlorabe, so v bistvu posledice tako rekoč dosmrtne oziroma ni mogoče popolnoma zagotoviti novega gesla. Izpostavil bi še pa tu seveda s tem povezano problematiko zasebnosti, saj v bistvu opažam, da veliko podjetij zbira podatke, ki jih morda ne rabi zbirati oziroma jih ne potrebuje, ampak jih uporablja za neke marketinške namene. Drugo hipotezo, biometrična gesla so težje zamenljiva v primeru kraje kot tradicionalne metode prijavljanja, sem prav tako potrdil, saj sem ugotovil, da je v bistvu ta tradicionalna gesla bistveno lažje menjati, medtem ko je menjava biometričnih gesel zahtevna. Tukaj pa seveda vse odvisno od same hrambe, torej kako podjetja s tem podatki razpolagajo, kako dobro jih hranijo in kako so transparentni pri uporabi le-teh. Imamo pa tu seveda druge manj tvegane alternative, konkretno dvostopenjska avtentikacija, ki v bistvu je dobro razmerje med samim tveganjem in pa učinkovito zaščito. Konkretno je mogoče enostavnejša, pa hkrati tudi tako, ne izdamo tako občutljivih podatkov. Tretjo hipotezo, da uporabniška izkušnja, da je tesno povezana z zaupanjem v neko storitev, sem prav tako potrdil, in sicer je pri uporabnikih močno prisoten ta občutek varnosti, ki je pa zelo tesno povezan z samo uporabniško izkušnjo, to pomeni, kako uporabnik neka orodje dojema. Je pa ta občutek seveda lahko varljiv. Spletne strani je v bistvu dokaj enostavno skopirati oziroma vsaj prekopirati ta videz, zato če nekaj izgleda še verodostojno ali pa izgleda kot neka storitev vredna zaupanja, še ne pomeni, da je v bistvu tudi v ozadju tako. Pri tem je potrebno presoditi v bistvu tudi same elemente gesel, torej hitrost, varnost in pa intuitivnost uporabe in kaj je uporabniku v bistvu najbolj pomembno. Tu bi pa izpostavil, da če je nekaj hitro in varno, ne pozabimo vseeno na torej, da mora biti hkrati praktično, pa na varno tudi. Biometrična gesla so ravno iz tega razloga, ker je enostavno še uporabljati in zahtevajo manj v bistvu samega pomnjenja, so pogosteje uporabljena. Je pa seveda vprašanje varnosti, ali smo pripravljeni take podatke res neki storitvi zaupati. Potem pa se bojo v bistvu te trendi še v prihodnosti spreminjali, predvsem z vdori, ki bojo že asistirani s pomočjo umetne inteligence. Četrto hipotezo, da študenti in dijaki pogosteje uporabljajo biometrična gesla kot tradicionalne metode prijavljanja, sem prav tako potrdil. V bistvu je torej pogosteje, da so biometrična gesla pogosteje uporabljena, razlog za to pa je v bistvu hitra in enostavna prijava. In še peto hipotezo, zadnjo hipotezo, torej dijaki in študentje biometrična gesla ocenjujejo kot bolj varna v primerjavi s tradicionalnimi gesli, sem prav tako potrdil. Tukaj gre predvsem za nepoznavanje samih pogojev uporabe, ki jih uporabniki pogosto ne preberemo, ko se registriramo v neko storitev, in v bistvu dostikrat te storitve tudi od nas poberejo večje število podatkov, kot bi pa mi želeli. Pri tem je seveda tudi ta vizualna prevara varnosti, v smislu, da če neka storitev dobro izgleda, jo smatramo kot varno, čeprav temu ni nujno tako, zato varnost nikoli ne bi smela biti samoumevna. Je pa tu seveda ključno, da
uporabniki sami kritično presodijo, katere storitve res potrebujejo, koliko podatkov jim nameravajo izdati in pa seveda redno posodabljanje zakonodaje. Izobraževalne institucije naj bi čim bolj redno in kar se da učinkovito usposabljali svoje delavce in pa dijake oziroma študente. Podjetja pa so v bistvu odgovorna za to, da podatke hranijo transparentno, da ne hranijo podatkov, ki jih res nujno ne potrebujejo, in da so v primeru vdora zelo učinkoviti pri odpravljanju napak oziroma posledic. Pri tem pa je še pomembno, da tako akademska skupnost kot v bistvu sama tehnološka skupnost deli znanje, da lahko neke ukrepe izboljšamo oziroma jih preoblikujemo. Torej sklep, biometrična gesla veljajo za bolj varna in so težje zamenljiva, tradicionalna gesla pa so lažje ugonljiva, ampak lažje tudi zamenljiva. Pri digitalni varnosti je v bistvu je zelo tesno povezana z samo uporabniško izkušnjo, vdorov pa nikoli ne moremo v celoti preprečiti, ne glede na to, kakšne opreke zavzamemo. Zanimiva bo tudi prihodnost zaradi same umetne inteligence in pa strojnega učenja, pa tudi kvantnega računalništva, zato bo zanimivo, torej, kaj bo razvoj teh tehnologij prinesel. Hvala. Spoštovani kolega, najlepša hvala. Mislim, da res izredno pomembna tema. Trenutno videli smo tudi v Mariboru smo imeli napad na univerzo, ki je povzročil nekaj škode, pa tudi zanimivo se je zdelo, kar ste povedali o biometričnih sistemih. Vem za izkušnjo kolegice, ki je padla na obraz in je potem tisti face recognition kar nekaj časa ni deloval in ni mogla do telefona in vsega skupaj. Če grem na vprašanje, umetna inteligenca definitivno povzroča v družbi velike spremembe. Sam se s tem ukvarjam bolj z vidika svobode izražanja in teh vidikov, ki jih tehnologija ustvarja z vidika deepfakes in podobnih zadev, pa me zanima, kako vi bolj z tega cyber security vidika vidite vpliv te dostopnosti orodij umetne inteligence in izredno hitrega napredka, prepričljivosti recimo orodij umetne inteligence. Kakšne so posledice tega, kakšne so posledice na družbo, kakšne so posledice na posameznika, na kibernetsko varnost? Tukaj je potrebno vzpostaviti dva aspekta, ker verjamem načeloma, da nič ni črno-belo. Konkretno najprej pozitivne plati zgodbe je v bistvu to, da je znanje in informacije postajajo vedno bolj dostopne. Seveda je tu potrebno izpostaviti, da če je veliko informacij na voljo, še to ne pomeni, da so vse kvalitetne, da lahko kar pozabimo na v bistvu samo kritično presojo teh informacij. Torej znanje je načeloma bolj dostopno postalo s tem, je pa tudi negativna plat tega, da je v bistvu to znanje seveda tudi negativno uporabljeno. V smislu napadi so postali veliko bolj sofisticirani, sama zloraba v bistvu teh tehnologij za neke slabe namene je vedno pogostejša. Že konkretno zdaj v politični kampanji vidimo prisotnost uporabe teh umetno-inteligenčnih orodij in tudi na samih socialnih omrežjih v bistvu je vedno več propagande in samih lažnih novic. Ravno zaradi tega, ker nekdo uspe ustvariti res dober ponaredek in s tem v bistvu širšo javnost zelo zavede, ker informacije v bistvu zelo enostavno razširjati. Hvala lepa za odgovor. Jaz bi se vsem lepo zahvalil za predstavitve, za razprave. Predal bi besedo kolegici, pa mogoče še potem jaz nek wrap-up naredim. Ja, tudi jaz se vam zahvaljujem. V bistvu sem ponosna na rezultate dela. Vsi dijaki so ob svojih rednih šolskih obveznostih uspeli pripraviti še zelo kvalitetne raziskovalne naloge. Omenila bi pri tem tudi prispevek mentorjev. Na šoli sem vesela, delujem kot koordinatorica raziskovalne dejavnosti, da je vsako leto zelo izjemno v bistvu zanimanje za to. Med 35 do 40 raziskovalnih nalog iz različnih raziskovalnih področij, od naravoslovja do družboslovja, humanistike, pripravimo mentorji skupaj z dijaki in me veseli, da so
pripravljeni vlagati čas, kreativnost, ideje v to in upam, da se bo tako tudi nadaljevalo, ker se mi zdi, da je to zelo pomembna zadeva, tako pri izbiri študija, kot pri pridobivanju nekih veščin, da ohranijo radovednost, kreativnost in se pač urijo v tem raziskovalnem delu. To je gonilo vsake družbe. Tako da, hvala vsem. Hvala lepa. Morda bi še malo dodal iz vidika širšega družbenega pomena, vključevanja dijaškega raziskovanja, vključevanja mladih v tovrstne aktivnosti. Mislim, da v času, recimo živimo v svetu, ki gori in v času, ko institucije odpovejo, je pomen akademske diplomacije, znanstvene diplomacije, pa tudi kulturne diplomacije izreden. Ker doprinos k neki delujoči družbi, k napredku znanosti se bo zgodil samo bottom-up, od spodaj navzgor in skozi iniciative, kot je Global Peace Offensive Svetovne akademije umetnosti in znanosti, kot so razne iniciative Global Young Academy, in tukaj, kar mislim, da zelo manjka ali pa je veliko potencijala še za naprej, je ravno vključitev mladih dijak in dijakov, bodočih znanstvenikov v aktivnosti, dati veter v jadra, dati pogum. Moramo vedeti, včasih so s 14-15 leti ljudje že marsikaj delali, kapacitete, sposobnosti so, ampak velikokrat pa manjkajo te neka institucionalna podpora v družbi, s katero lahko mladi res izkoristijo svoj potencial že relativno zgodaj. Pa še moj nasvet, dajte se, ko imate situacijo, ko imate priložnost, ker se lahko vključite v neke zadeve, ki vas osebno nagovarjajo in kjer lahko mogoče predstavite svoje raziskovanje, svoje razmišljanje, dajte se vključiti. Te stvari so najprej neprijetne, ampak v življenju je tako, ker je vedno nek mogoče strah ali pa neka trema, kaj takega, ampak v življenju je vedno tako. Če se neki zadevi, ki ti je malo neprijetna, pa se ti morda zdi smiselna, izogibaš, bo naslednjič še bolj neprijetna. S tem, ko pa 2-3 se postaviš v neko situacijo, kjer greš mogoče tudi izven tistih okvirov, ki so pričakovani pri določenih letih, glede na to, da znanje je, pa to res ustvari nek učinek snežne kepe za naprej in te zgodnje izkušnje v raziskovanju, v javnem nastopanju bodo zelo hitro, tudi že v študijskem času, bo tudi potem zlata vredne. Tako da jaz se vsem zahvaljujem, hvala koordinatorki, mentorici, hvala drugi gimnaziji, pozdrave ravnatelju in pa predvsem hvala vsem dijakinjam in dijakom in se veselimo. Tudi jaz bi se zahvalila v bistvu za priložnost, ki jo vsako leto date, Univerza Alma Mater, da se predstavi tudi ob boku, seveda uveljavljenih znanstvenikov, tudi raziskovalno delo naših dijakov. Tako da, najlepša hvala. Hvala lepa. Spoštovane, spoštovani, gledalke, gledalci, vse dobro.